dovolite, bi počasi začeli. Spoštovane obiskovalke, obiskovalci, bomo nadaljevali tam, kjer smo zaključili. Prej smo imeli občni zbor našega društva, zdaj pa sledi predstavitev dveh zanimivih knjig, ki jih je izdala založba Jutro. In sta obe povezani neposredno z Prvo svetovno vojno in dogodki takoj ob njenem koncu. Besedo bi predal direktorju založbe, gospodu Stanetu Kodriču, ki nas bo uvedel v današnji večer. Hvala za obisk. Hvala vsem za obisk. Jaz o knjigah ne bi veliko govoril, ker sta tukaj večja strokovnjaka od mene. Bi pa povedal nekaj malega o knjigi. Prvič o Avstriji Esse Delendam. To v bistvu ni nova knjiga, ampak je približno prvih 200 strani knjige Miloša Vavknika PV in 20. stoletje. Zakaj smo to izdali posebej, je pa to čisto oseben razlog, ker je pač prvi razlog je to, da je smo lani praznovali 100. obletnico konca Prve svetovne vojne. In drugič, osebna sem mislil, da je ta knjiga potrebna prav, da izide posebej ta ekstrakt, ki se tiče samo Prve svetovne vojne, ker se precej razlikuje od ostalih knjig, spominskih knjig oziroma tehle spominov na Prvo svetovno vojno. V resnici večina knjig so dnevniški zapisi, ne? In če preberete eno, približno so med njimi razlike, koliko so bili pač med frontnimi področji razlike, ne? Glavne opisuje trpljenje, smrt in tako naprej. Miloš Vavknik je to knjigo napisal predvsej po končani Prvi svetovni vojni. In v bistvu mislim, da je to zelo intelektualni zapis njegovega doživljanja Prve svetovne vojne in se tudi potem razlikuje od ostalih. Drugič, svojo osebno zgodbo, njegova osebna zgodba ni v ospredju, ampak je v ospredju, mislim, je pojasnjevanje Prve svetovne vojne. Bolj pomembno kot pa sam njegovi spomini. Njegovi spomini so v bistvu, on z datumi skoraj ne operira, če hočete ugotoviti, kdaj se je kaj zgodilo, je treba pregledati kronologijo Prve svetovne vojne, recimo. Vsega skupaj so mogoče 3-4 datumi navedeni noter. Sicer ofenziva Brusilova leta 1916, potem kdaj je bil ranjen in dogajanje razpada Avstro-Ogrske. No, ampak temu delu smo priključili tudi opis časa pred Prvo svetovno vojno. No, moram povedati, da me je tukaj spet druga zamera prignala, da smo tole vključili, zato ker prav zdaj posebej ob stoletnici se tole, mislim, da tole so tile zapise Avstro-Ogrski že malo, oziroma da je zbledel, ljudje pač nimajo več predstave, kakšne so bile razmere v Avstro-Ogrski. Predstavljajo kot neko idealno državo, bratstva in enotnosti, no, recimo, in kar po zapisu iz Miloša Vavknika še zdaleč ni bilo, ne? Ker recimo natančno opisuje germanizacijo in tudi ta del, tudi z opisom tega obdobja pred Prvo svetovno vojno v bistvu pokaže, da je vojna ni nastala samo od sebe, ampak je imela vzroke v času pred njo, ne? No, druga knjiga je Bogum Livošnjak. To je spodbudo za izdajo te knjige je dal sin Vladislava Bevca iz Amerike in preprosto smo jo v Jutru izdali zato, ker bi bila v bistvu nekakšna tragedija, če knjiga ne bi išla, ne. Tukaj piše
Bogomil Vošnjak je politik in diplomat, ampak jaz sicer mislim, da bi moral biti pravi naslov Bogomil Vošnjak veliki idealist. To je knjiga o človeku, ki je življenje in premoženje zapravil, oziroma kako bi rekel, namenil uresničitvi svoje ideje. Mislim pa, da bi strokovnjaki o knjigi več povedali. Sicer avtorica Aleksandra Gačič o svoji knjigi. Gospod Poberšič je pa avtor Spremne besede in mislim, da je najbolje, da on kot zgodovinar še osvetli bolj strokovno to knjigo. Ker imajo dame prednost, bomo najprej predstavili, hvala gospodu Kordiču, direktorju in vodji založbe, ki s svojimi deli pogosto posega tudi v področje zgodovinopisja. Ker pa imajo dame prednost in je tudi knjiga o Bogomilu Vošnjaku precej bolj zajetna, bomo najprej predstavili knjigo o monografijo o tem našem štajersko, lahko rečemo goriškem rojaku, ki je zaznamoval recimo temu kar lep del prve polovice 20. stoletja med Slovenci. Lahko rečemo, pa da se bo kolegica Aleksandra strinjala, bil potem nekako potisnjen na stranski tir in med mlajšo generacijo velika večina o njem praktično nič ne ve. No, verjamem, da v teh naslednjih minutah bomo mi na dobri poti, da kaj izvemo. To bo poskrbela dr. Aleksandra Gačič, doma iz Velenja. Doktorirala je na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, prav na temo Bogomila Vošnjaka z monografijo o njem, in njen mentor je bil dr. Andrej Rahten, naš kolega, član našega društva, ki mimogrede danes praznuje rojstni dan, zato ga danes tukaj ni med nami, pa je vsem zaželel lepo predstavitev. Torej, Aleksandra, izvoli, beseda je tvoja. Kdo je bil Bogomil Vošnjak? Hvala lepa. Najprej zahvala za povabilo in pa predvsem Renatu in pa gospodu Kordiču, ki je, kot že danes povedano, tudi prisluhnil mi in izdal to biografijo o Bogomilu Vošnjaku. Zdaj, kot vidite, knjiga je kar precej obsežna, vendar obsežno je bilo tudi samo Vošnjakovo delo, torej celotno njegovo življenje je neumorno delal za neke svoje ideale, ki so se nekateri uresničili, drugi spet ne. Zdaj, njegova arhivska zapuščina je izredno bogata. Gradivo hranijo kar 3 arhivi, in sicer Arhiv Republike Slovenije, tam je celo 9 tekočih metrov tega gradiva, potem je tu arhiv Studia Slovenika, za kar sem še danes dr. Arnežu zelo hvaležna, da mi je dovolil vstop in pa tudi vpogled v te dokumente, kjer je tudi kar obsežno gradivo, in lahko kar povem, da brez tega gradiva bi bilo Vošnjakovo biografijo težko spisati, zaradi tega, ker je ravno dr. Arnež iz Združenih držav Amerike prinesel kar dobršen del gradiva. In ena kar precej zajetna osebna mapa se je pa nahajala v arhivu Jugoslavije, in sicer v Beogradu. Zdaj, sama knjiga obsega 15 poglavij, nekako si kronološko sledijo skozi Vošnjakovo življenje, njegovo delovanje. Seveda sem se najprej dotaknila njegove rodbine, potem pa gradila naprej. In ravno, ko sem se odločila za doktorsko disertacijo, sem naletela na Vošnjaka. Vošnjak me pritegnil predvsem zaradi tega, ker sama prihajam iz Šaleške doline, od koder je tudi Bogomil Vošnjak, saj po očetu. Namreč Vošnjak izhaja iz zelo bogate usnjarske družine iz Šoštanja, to so bili Vošnjaki. Za to družino pa je značilno, da se je delila na 2 dela, nemškega in slovenskega, pri čemer pa je treba poudariti, da ravno Vošnjakov oče in pa stric sta se opredelila za slovenstvo. Ravno ona 2 sta bila tista, ki sta mu bila na začetku nek vzor, neko vodilo. Oče njegov je tako v slovenskem zgodovinopisju znan, torej Mihael Vošnjak, začetnik slovenskega zadružništva, še bolj pa je mogoče znan njegov stric Josip Vošnjak, politik, pisatelj in pa tudi zelo priznan slovenski zdravnik v tistem času. Zdaj vse te svoje predstavitve knjige, nekaj jih je že bilo, zaradi tega, ker knjiga je šla že septembra 2017, se pravičujem. Ponovadi začnem z mislijo njegovega sodobnika, sicer srbskega diplomata Milana Gavrilovića, ki je nekoč zapisal, začel je stric, poprijel je
oče in nadaljeval je sin, torej ta sin je potem Bogomil Vošnjak. Ko sem se lotevala same biografije, sem si zastavila kar nekaj vprašanj. Zanimalo me predvsem, kdo je Vošnjak in zakaj o njem do zdaj ni bilo vsaj nič konkretnega, toliko raziskanega, sploh ob dejstvu, da imamo gradivo, ne? Ker sami veste, da kadar se lotevamo pisanja biografij, je te pogosto težko napisati ravno zaradi tega, ker gradiva primanjkuje, ne? Pri Vošnjaku je bilo pa ravno obratno, pa se nihče ni konkretno tega lotil, zato sem se spraševala, je bil nek odpadnik, je bil škodljiv slovenskemu narodu, zakaj tolikšna zamolčanost te osebe, ki je kljub svojim tudi številnim napakam, to je treba priznati, naredil zelo veliko v svojem življenju. Vošnjak je bil rojen leta 1882 in sicer 9. septembra v Celju. Celjanka je bila njegova mati Henriete, vendar je žal umrla pri Vošnjakovih zgodnjih 14 letih. Potem so se tu nakopičile še neke druge težave, predvsem gospodarske, pa neke težave z delitvijo dediščine, tako da sta se potem z očetom odločila, da se preselita v Gorico. Gorico pa sta si izbrala ravno zaradi tega, ker je Vošnjak že kazal neke znake tuberkuloze in se očetu zdelo nekako podnebno bolj ugodno, če se preselita tja. Zdaj, Bogomil Vošnjak je bil, nekateri ga označujejo za enega izmed največjih intelektualcev slovenskih začetka 20. stoletja. Govoril je tudi 9 jezikov in že kot mlad je zelo veliko potoval in ta potovanja so mu dala zelo veliko širino, predvsem potovanje po Sredozemlju, še pomembnejše pa je bilo potovanje v Rusijo, kjer se je srečal s številnimi ruskimi političnimi veljaki, pogovarjal se je tudi osebno z Levom Tolstojem in rezultat tega potovanja je bil potopis ruske študije, torej na razsvitu. Tu pa se je pokazalo tudi njegovo izredno rusofilstvo. Sam Vošnjak je študiral v Pragi, v Gradcu in pa na Dunaju, tam je tudi diplomiral iz prava in pravnih znanosti, študij pa potem nadaljeval še v Heidelbergu in pa Parizu. V Parizu je spet pridno zbiral gradivo za knjigo, in sicer za ustavo in upravo lirskih dežel, ki pa je šla potem v Pragi. V Pragi pa se je potem srečal še oziroma seznanil s češkim političnim življenjem, kar je bila zagotovo dobra popotnica za kasneje, ko je bil imenovan za izrednega poslanika v Pragi. Verjetno že kaj veste o Vošnjaku in veste, da je bil nekako romantični jugoslovanski idealist, kar sem želela tudi prikazati s to biografijo, kar se kaže torej nekako od njegovega nastopa, torej jugoslovanske ideje se je navzel zelo zgodaj. In tako je tudi pod njegovo taktirko že leta 1911 oziroma začela izhajati revija Veda, ki jo je izdajal še z drugimi, z Albertom Kramerjem, naprimer, pa Rostoharjem in pa Prijateljem, s tem, da se slednjima dvema na koncu ostro sprl ravno zaradi različnih pogledov, predvsem zaradi pogledov na slovenski jezik, namreč Vošnjak se je prešteval k novoiliristom. Zdaj, v Gorici so se zbirali številni mladi intelektualci, na katere pa sta imeli vpliv predvsem balkanski vojni. In zaradi tega so se potem začeli pri Vošnjaku neki tajni nočni sestanki v vili njegovega očeta, kjer so se navduševali nekako nad srbskim Piemontom. In že takrat so si ti mladi intelektualci zadali, da bodo med narodom nekako na bolj ali manj prikrit način zanetili revolucionarno razpoloženje za odstavitev od Avstro-Ogrske. Seveda to se mi zdi pomembno poudariti, da Vošnjak še leta 1911 razmišlja, da bi bilo nespametno, da Avstro-Ogrska razpade, potem pa se njegovo mnenje popolnoma obrne ob začetku Prve svetovne vojne. In takoj, ko se vrne ranjen z bojišča, se zavzame za to, da mora iz domovine pobegniti, ker je vedel, da že zunaj deluje hrvaška in pa slovenska politična emigracija, ki se kmalu tudi pridruži. Seveda najprej odide v Švico in ne nastopi takoj, zaradi tega, ker se je bal za očeta. Po dolgem preprečevanju se tudi oče preseli v Švico, vendar zaradi vsega tega izgubita tudi ogromno premoženje, ki jih pač avstrijska oblast zapleni, predvsem zaradi obtožbe, da je Bogomil Vošnjak dezerter in pa narodni izdajalec. In zatem se potem Vošnjak končno odpravi naprej v Pariz,
sreča se s hrvaškim politikom Antejem Trumbićem in ko Vošnjak pride, se potem nekako formalno oblikuje jugoslovanski odbor, katerega najdejavnejši slovenski član pa je bil ravno Bogomil Vošnjak, ni pa bil edini, tu sta bila na primer še Gustav Gregorin in pa Niko Zupanič. Njihovo delo je temeljilo predvsem na propagandnem delu in tu je bilo Vošnjakovo delo nekako lahko rečemo, da je Slovence takrat zapisal nekako na svetovni zemljevid, torej nas je naredil prepoznavne, zaradi tega, ker se je res trudil, da bi vsi zvedeli, kdo so Slovenci in kakšne pravice zahtevajo oziroma da si želijo odcepitve od Avstro-Ogrske. Seveda pa ne smemo pozabiti, da nekateri oziroma kar velik del politikov v domovini ni enako razmišljal, zato ker so se vseeno zavzemali, da bi nekako obstali znotraj Avstro-Ogrske. Zdaj, jugoslovanski odbor je bil tudi odbor, ki je prvi stopil pred zaveznike s konkretnim programom, torej pred Francoze, Britance in pa Ruse. Temu zgledu so potem sledili Čehi in pa Poljaki. Zdaj, Vošnjak nekako se zdi, da se je zavzemal samo za Jugoslavijo, vendar to ne drži. Vošnjak se je zavzemal tudi za ožje slovenske pravice, predvsem se je ukvarjal z vprašanjem Goriško-Gradiščanske in pa Trsta in zaradi tega je tudi večkrat prišel spor z samimi člani odbora, ker je zahteval, da se zaveznikom ne preda samo jugoslovanska spomenica, ampak tudi ožja slovenska, ki pa jo imel že spisano v domovini, torej še prednje odpotoval v migracijo. In tako kot je večkrat deloval na svojo lastno pest, tako je tudi na lastno pest odšel v Niš, torej brez posvetovanja z odborom, kjer se je spoznal starosto srbske politike Nikolo Pašićem, ki ga je sprva zelo, zelo čislal. Potem pa je nekako tudi v poznejših letih sam priznal, da je pa Pašić vendarle imel malo preveč pred očmi samo Srbijo in je menil, da je pač jugoslovansko vprašanje mogoče rešiti samo z razširitvijo Srbije. Vošnjak je bil v stiku s številnimi ljudmi, tako tudi s Čehom Masarikom in pa Benešem. Jugoslovanski odpor pa si je prizadeval tudi za podporo Rusov, vendar Rusi niso imeli ravno posluha za Slovence in pa Hrvate, bili so pripravljeni namreč pomagati samo Srbom pri njihovih prizadevanjih za izhod na morje. Zdaj, Vošnjak je torej veliko propagandno deloval, spisal je tudi številna dela, spomenice, knjige in ena izmed teh knjig je na primer A Dying Empire, ki so jo v State Departmentu pozneje uporabljali tudi kot neke vrste priročnik na Pariški mirovni konferenci. Med vojno je nastopil tudi kot podpisnik Krške deklaracije na krških pogajanjih. Ravno na teh pogajanjih se je potem pokazalo, kako različna so si v bistvu mnenja, kako velika so nasprotja med samim jugoslovanskim odborom in pa srbsko vlado. Pokazala so se pa tudi številna neskladja znotraj samega jugoslovanskega odbora. Namreč na pogajanja so šli zelo nepripravljeni in nekako je delovalo, da je spet tukaj Vošnjak tisti, ki je najbolj pripravljen, ker on pa je imel neke določene programe in številne govore že pripravljene, tako da tudi ne preseneča, da je bil član tudi ožjega odbora in potem na koncu tudi podpisnik Krške deklaracije. Po teh pogajanjih je potem odhitel še v Združene države Amerike, kjer je bila njegova naloga pridobiti slovenske izseljence za priznavanje jugoslovanskega odpora, prav tako pa tudi funkcionarje State Departmenta. Tudi tam je spisal številne spomenice, jih pošiljal v Belo hišo, ki pa so se zopet nanašale predvsem na Primorsko, Goriško, Gradiščansko in pa Trst. Zdaj, sam Vošnjak pri aktu nastanka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ni sodeloval, ker je bil takrat še vedno v Združenih državah Amerike. In potem, ko je prišel v Evropo, torej v Pariz, je moral zelo razočaran ugotoviti, da ga v bistvu nobena navodila ne čakajo, tako da se je sam podal potem v Ljubljano in naprej v Beograd. Sam jugoslovanski odbor je z nastankom kraljevine SHS začel izgubljati svoj pomen, formalno je sicer še obstajal do junija 1919, potem pa dokončno bil ukinjen. Zdaj, Južni Slovani so takrat, kot že vemo, dosegli odcepitev od Avstro-Ogrske, vendar delo še zdaleč ni bilo končano. Čakala jih je Pariška mirovna konferenca, kjer pa je bilo treba doseči najprej priznanje, potem pa tudi določiti meje in pa pridobitev zemlje, ki so si ga nekako prištevali za svojega.
Za predsednika jugoslovanske delegacije na Pariški mirovni konferenci je bil imenovan, kot verjetno veste, Nikola Pašić, za podpredsednika Ante Trumbić, in da se Slovenci nekako ne bi počutili zapostavljene, so ponudili mesto generalnega sekretarja te delegacije ravno Vošnjaku, nekako kot zahvala za njegove zasluge med delovanjem, torej v času Prve svetovne vojne. Zdaj delegati so vedeli, kako izkoristiti formalnost in polformalnost svojega delegata. Zaupana mu je bil zaupan načrt slovensko-italijanske meje. Poleg tega je pa Vošnjak edina oseba na delegaciji, poleg Ivana Švegla, ki mu je uspelo kar dvakrat priti v audienco k ameriškemu predsedniku Woodrowu Wilsonu. Vendar je kljub vsem tem uspehom konec leta sam zaprosil za razrešitev, zaradi tega, ker mu je oče zbolel in je pač hotel k njemu. Vmes se je potem še tudi poročil Srbkinjo madžarskega porekla Znado Georgijević in naposled odšel tudi v domovino. Sprva se je posvetil notranji politiki, bil poslanec ustavotvorne skupščine, predlagal tudi načrt ustave, deloval je tudi v samostojni kmetijski stranki, ki je tudi edina slovenska stranka, ki je pomagala izglasovati vidovdansko ustavo. Vošnjak je tudi tisti, ki je spravil v ustavo določilo, da je jezik srbsko-hrvaško-slovenski, kar pa je Slovencem naredil nekako medvedjo uslugo, in to je že eno od tistih temnih madežev, ki ga je mogoče zaradi tega tudi puščal nekako v ozadju v tem času, torej zgodovinopisju. Vošnjak je potem kmalu bil imenovan tudi za izrednega poslanika v Pragi. Zdaj porajajo se vprašanja, to mi ni uspelo nekako razvozlati, zakaj je pravzaprav bil imenovan na to mesto, zdaj ali zaradi zahvale za vse zasluge, ali morda zaradi svoje lojalnosti do srbske politike, ali pa je vendar zaradi tega, ker je dobro poznal politično ozadje same Češke, bil imenovan. In zdaj, če je bila to res zahvala za njegovo, torej da je pomagal izglasovati ustavo za lojalnost srbski politiki, potem še toliko bolj preseneča, zakaj je bil že naslednje leto odstavljen z poslaniškega mesta. Sam je namreč menil, da je delo zelo dobro upravljal, tudi pohvalo predsednika Masarika je dobil, oziroma Masarik je poslal to pohvalo kralju Aleksandru. Vošnjak je nekako bil odstavljen zaradi neravno utemeljenih očitkov, na njegovo mesto so pa hitro postavili Srba in tudi njegovega sekretarja Slovenca Zdravka Vegeleta so kmalu odstavili in tudi na njegovo mesto imenovali ravno Srba. Vošnjak je nato bil dan na razpolago zunanjemu ministrstvu, vendar dela zanj nekako v enem letu niso našli, zato je izgubil službo. In potem so sledila nekako leta pravdanja z državo, namreč niso mu nikakor prištevali vseh teh let njegovega delovanja med Prvo svetovno vojno in se lahko si mislimo zelo jezil zaradi tega, ker zato, da bi nastala ta Jugoslavija, je Vošnjak dejansko, on in oče sta žrtvovala vso svoje premoženje in Vošnjak je dejansko zaradi tega tudi obubožal. Naslednjih letih je delal kot delegat pri upravnem komiteju Fonda B za regulacijo odškodninskih zahtev Madžarov. Čeprav so se tudi tukaj pojavljale številne nepravilnosti, pa so ga postavili, pa odstavili in tako dalje. Vošnjak je bil pa tudi po svoje hudomušen, tako da naprimer svoje pisarne na zunanjem ministrstvu ni hotel zapustiti kar 2 leti, tudi po odstavitvi iz ministrstva. Tako da en drugemu so nagajali. Vmes je ustanovil tudi Matico Rada po vzoru Masarikove akademije dela. Tam so spisali številne razprave, knjige. Novembra 1931 se je posvetil notranji politiki, bil imenovan za narodnega poslanca in se je kot poslanec zavzel tudi za malega človeka, predvsem za odškodnine Primorcev in pa za izboljšanje stanja velenjskih rudarjev. Še vedno pa se je zanimal za zunanjo politiko, kar kaže tudi to, da je na primer glasoval proti proračunu, torej celotnemu državnemu proračunu, dal pa je svoj glas na primer za proračun zunanjega ministrstva. Tudi njegova pisateljska žilica nekako ni usahnila. Ob 10. obletnici kraljevine SHS je spisal knjigo sicer na podlagi svojega dnevnika iz Prve svetovne vojne, ki ga je tudi Vladimir Kološa objavil pred leti. In sicer ta knjiga se je imenovala V borbi za ujedinjenu državu.
Zdaj, na to državo, ki je tako pridno snoval, je Vošnjak vsekakor bil zelo razočaran. Nikakor mu tudi ni bila po godu 6. januarska diktatura, saj ni predvidevala decentralizacije. Vošnjak je namreč bil proti centralizmu, zavzemal se je za samouprave. Prej sem pa tudi pozabila povedati, da je bil odločno proti vsakršni pomisli na kakršnokoli Veliko Srbijo ali pa Veliko Hrvaško. Zdaj v tem svojem nekem razočaranju in pa nenehnem pravdanju z državo je dočakal tudi drugo svetovno vojno. O bombardiranju Beograda sta se ženo še vedno tam nahajala. Žena mu potem zaradi bolezni leto pozneje umre. Vošnjak pa se nekako spet poskuša zavzeti za to, da bi iz države pobegnil, tako kot med prvo svetovno vojno, vendar mu tokrat ne uspe, zato še vedno ostane v Srbiji. Nekaj časa obiskuje slovenske begunce v Srbiji in pa 8 mesecev celo deluje z Mihajlovićevim četniškim gibanjem, vendar so tudi tam bila številna nesoglasja neizbežna. Namreč Vošnjak je obsojal velikosrbski hegemonizem, v oči pa je bodel predvsem njegov koncept bratskega razmerja med Srbi in pa Hrvati. Ob koncu vojne je Vošnjak bil celo obveščen, da je Titova OZNA izdala ukaz o njegovi likvidaciji in zato je bil seveda primoran čim prej pobegniti iz države in na prostost, natančneje v Rimu, uspe pobegniti julija 1945. V Rimu, kjer je bil član Slovenskega narodnega odbora, je bil 2 leti, nato pa se je zavedno zapustil Evropo in se preselil v Združene države Amerike, kar pa ni bilo lahko, kar nekaj časa je iskal osebo, ki bi mu dala jamstveno pismo. Poleg tega ga je pestila finančna izčrpanost in pa tudi leta. Takrat je bil Vošnjak star že namreč 65 let, ko je odpotoval v Združene države Amerike. Tam je sicer dobil za nekaj mesecev priložnost predavati na Kalifornijski univerzi, vendar mu tudi tam dela niso podaljšali ravno zaradi starosti in pa tudi tega, da mu nihče ni dal jamstvenega pisma. Delal je tudi za organizacijo Free Europe, to je bila organizacija oziroma antikomunistična organizacija, ki pa je posameznike podpirala tako, da jim je dajala številne referate v zameno za politično nedejavnost. Zanimiv del tega Vošnjakove zadnjega dela življenja je to, da je Vošnjak še vedno nekako utopično živel tam, ne? Še vedno je upal, da bo ta neka idealistična Jugoslavija nastala, da bo komunizem zrušen, da se bojo svobodni vrnili in zato je potem hodil na številne sestanke, tako z ameriškimi politiki kot z nekdanjimi veljaki iz Jugoslavije, ki so prav tako pobegnili v Združene države Amerike, ne? In si je nekako delo otvarjal, kot da se stvari dajo spet rešiti, tako kot so se med prvo svetovno vojno. Zdaj na koncu je, torej kljub vsemu temu neumornemu delu, se je še enkrat poročil in sicer židenjo Catherine, ki je ljubkovalno imenoval Katica. Malo pred smrtjo je pa potem dobil še priložnost, da odpotuje v Evropo in sicer Senat Združenih držav Amerike ga je imenoval za začasnega svetovalca v begunskih zadevah in tako je še pred smrtjo zadnjič videl Evropo. Obiskoval je Jugoslovane, torej jugoslovanske begunce v evropskih taboriščih in sicer v Rimu, Salzburgu, Parizu, na Dunaju, najbližje domovini pa je prišel, ko je obiskal taborišče v Trstu. Vošnjak je dobesedno do zadnjega diha delal, pisal, imel je še številne načrte, vendar že nekaj let ga je pestil rak na želodcu, zaradi česar je prestal tudi številne operacije. In potem je to vse skupaj rezultiralo nekako z njegovo smrtjo. Umrl je 18. junija 1959, star je bil 77 let, tako da letos nekako obeležujemo 60-letnico njegove smrti in jaz upam, da mi bo še pravočasno uspelo napisati oziroma pišem njegov dnevnik ravno iz tega zadnjega obdobja Združenih držav Amerike. Zaradi kar sem spet hvaležna dr. Arnežu, da mi je po dolgem prepričevanju vendarle dal dovoljenje, da lahko ta dnevnik objavimo. Dnevnik je pa obsežen kar 900 strani, tako da se pa tu vidi tisto njegovo življenje in tisti njegov ideal, torej v zadnjem delu njegovega življenja. Ne? Tako da, hvala lepa. Prej, ko predstavimo drugo knjigo Aleksandra Dejca, ne bomo spustili, je škoda,
Zakaj, kakšno tvoje mnenje, zakaj se deloma si odgovorila že, ampak zakaj je bil ta človek mnogih talentov, ki je marsikaj izkusil v svetu, imel neke izkušnje z mirovnimi konferencami, z konec koncev svojo izobrazbo, razgledanostjo, je bil obsojen na pozabo? Zakaj? Sej ravno to sem nekako, tako kot si rekel, delno že odgovorila. Ker nekaj teh stvari je bilo, bodel je ta njegov predvsem jugoslovanski del, in se v bistvu ni videlo, da on toliko tudi Slovence zastopa, da so številne spomenice ravno posvečene samo slovenskemu delu. Največji madež pa so ravno pustili to, da je glasoval za jugoslovansko, torej za vidovdansko ustavo in pa to določilo, torej da je spravil določilo o jeziku. Ampak čeprav jaz menim, da zdaj, če ne bi spravili določilo v ustavo, da je to srbsko-hrvaško-slovenski, potem besede slovenski niti ne bi slišali, bi bil enostavno jugoslovanski jezik, kar pa bi bilo po mojem mnenju še bolj absurdno. Tako da jaz mislim, da je to tisto, poleg tega pa ravno tudi to, da je pobegnil v Združene države Amerike, in da potem dejansko z domovino nekega realnega stika več ni imel in nažalost se je potem zaradi tega to tudi puščalo nekako v ozadju. Verjamem, da bomo o njem spregovorili še v nadaljevanju, ko bodo dobile spoštovane poslušalke in poslušalci možnost, da kaj vprašajo. Hvala, ker si nam potešila našo radovednost. Zdaj pa bomo predstavili drugo knjigo, in sicer tudi štajerskega rojaka, doma iz Slovenskih goric, Miloša Vauchnika. Miloš Vauchnik je bil, oziroma je ostaja še vedno v senci leto dni mlajšega brata Vladimirja Vauchnika, ki ga vsi poznate kot, ne bom pretiraval, če rečem, enega največjih vohunov, špion je ne preveč pejorativno, vohunov slovenskega rodu v vsej slovenski zgodovini. Torej, Vladimir Vauchnik je še danes pojem obveščevalnih dejavnosti. Miloš Vauchnik, kot smo slišali v uvodu, je že bil gost, navednicah seveda, založbe Jutro, ki je v podobni monografiji kot Bogomil Vošnjak, tudi s podobnim likovno opremo, doživel izdajo pred 7 leti, mislim 2012, in sicer PV dolgo 20. stoletje. Se je založnik odločil, da bo tukaj potegnil ven obdobje, ki se tiče Prve svetovne vojne, kar je bilo uvodoma že povedano, ob stoletnici veseljenja ali pa veselja, da se vojna zaključi, je bila izdana ta knjiga. In sicer začne se s predgovorom, ki je po avtorjevem mnenju geneza vsega, torej začne se z bosansko krizo, ki je po mnenju Miloša Vauchnika pripeljala potem tudi do Prve svetovne vojne. Miloš Vauchnik je bil pravnik, je bil igralec, prevajalec, publicist, pisec, kulturni delavec, javni delavec, časnikar, skratka, naši bratje bi rekli nema da nema. Zelo razgledana osebnost, tukaj se pojavljajo takoj paralele z že predstavljenim Bogomilom Vošnjakom, torej izobražen človek, govoril številne tuje jezike, človek, ki je prav s Prvo svetovno vojno, ki opisuje v knjigi, šel na neko samo svojo pot. Namreč v njegovem delu sta dve determinanti. Ena je tista, ki označuje, da je potrebno Avstrijo uničiti. Sodi med tiste Slovence iz obrobja, ki v Avstriji nikakor niso videli več prihodnosti slovenskega naroda, tudi ne po končani Prvi svetovni vojni. In druga determinanta je slovanska vzajemnost, torej vseslovanska vzajemnost. Knjiga, ki stopa tukaj pred bralca, torej Spomini Miloša Vauchnika, nam pokažejo mladega abiturienta mariborske klasične gimnazije, ki je imel absolviran prvi letnik prava v Gradcu. Bil potem leta 1914 ob začetku Prve svetovne vojne kot štajerski domoljub na zatožni klopi zaradi preveč odkritih pozivov za zrušenje Avstrije in seveda prevelikega navdušenja za vseslovansko vzajemnost. Bil potem obsojen, to lepo podrobno opisuje v knjigi, in pa potem zanimiva njegova zgodba, odhod na nabor v 87.
celjski pehotni polk, eno najbolj slovenskih enot nekdanje Avstro-Ogrske vojske, ker ni bil dovolj politično zanesljiv, da bi služboval med štajerskimi rojaki, so ga poslali v znameniti 27. pehotni polk iz Gradca ali Graški pehotni polk, to je tisti, ki je imel sicer svojo kasarno, vojašnico na Metelkovi, belgijsko kasarno nekdanjo. In potem se je znašel v 47. Mariborskem pehotnem polku, torej sami polki na 7, ki so bili nekakšen simbol slovenske prisotnosti v nekdanji Avstro-Ogrski vojski. Ker je bil izobraženec, torej imel je končan prvi letnik prava v Gradcu, so ga poklicali med tako imenovane enoletne prostovoljce. To niso šli nobeni prostovoljci, niso to bili, šlo je za fante, ki so bili za vse čase izobraženi, torej imeli so končano srednjo šolo, 30% kadra častniškega je že padlo na vzhodni fronti proti Rusiji, med boji predvsem v Galiciji, in so se znašli med častniškimi pripravniki. In med njimi najdemo tudi Miloša Vauchnika, ki se znajde v Gorici, zelo dobro opisuje stanje v tistih pomladanskih mesecih leta 1915, tik pred vstopom v Italijo v Prvo svetovno vojno, kako so se tam urili, kaj so počeli. Namreč ne gre za, kot je že povedal založnik, ne gre za taksativno naštevanje datumov, imen in pa dogodkov med prvo vojno, ampak je bolj zanimiv ta njegov osebni pristop. Opazovanje okolice, tudi hudomušnost, ki se prepleta med to naštevanje. Tako da mestoma se bralcu že skoraj zdi, da bere dobrega vojaka Švejka. Torej, začinjeno z zvrhano mirico hudomušnosti, ki je značilna za inteligentne ljudi. No, potem se je znašel na fronti, tako v Galiciji, najprej v Galiciji, od tam ga pošljejo na Soško fronto, zaključi svoje bivanje tudi potem pri prodoru pri Kobaridu, konec oktobra 1917, kot tudi potem na nadaljevanje bojev na italijanski fronti, kamor so avstro-ogrske in nemške sile gonile Italijane po porazu pri Kobaridu. In januarja 1918 je Miloš Vauchnik ranjen v nogo, težko ranjen v nogo, in se znajde v Dunajski vojaški bolnišnici. In to je tudi en imeniten opis žalostnega stanja mladega vojaka, ki se boji za svojo nogo, na drugi strani pa hudomušno opazuje in opisuje dogodke okoli sebe. Torej, knjiga absolutno je vredna branja. Pridružuje se spominom številnih slovenskih častnikov in podčastnikov, ki so o tem pisali že takoj po Prvi svetovni vojni, začinjeno v tistem času seveda še z trpko osebno izkušnjo neposredno v obdobju po Prvi svetovni vojni, ko je država razpadla, nekdanja Habsburška monarhija, in so bili ti možje in fantje premagane avstro-ogrske vojske potisnjeni bolj ali manj v pozabo. Kljub temu smo že v 20. in 30. letih preteklega stoletja dobili kar nekaj imenitnih spominskih zapisov bivših vojakov, častnikov in počastnikov slovenskega rodu. Nekaj jih je izhajalo tudi v samozaložbi, nekaj jih je šlo v razni periodiki, bodisi časopisju, Slovenski narod tudi, nekaj jih je šlo v Planinskem vestniku. Potem pa z drugo svetovno vojno in z zmago revolucije je bilo pa tega konec. In lahko rečemo, da je neka vrsta renesansa ponovnega ukvarjanja s Prvo svetovno vojno nastopila šele z demokratizacijo Slovenije ob koncu 80. let, začetku 90. let, nastankom samostojne slovenske države, ko se je pa res nekako začelo utrgalo pravi plas, ki je na eni strani protagonista, oziroma že bolj njihove potomce, ker protagonistov več živih ni bilo, pripeljal do tega, da so se v zadnjih 5 letih, ko smo se spominjali raznih obletnic v povezavi s Prvo svetovno vojno, začenši z 2014 do 2018, so se, lahko rečemo, slovenske založbe tako doma kot v tujini, torej v zamejstvu,
tekmovale skoraj da, katera bo izdala več spominov slovenskih vojakov, predvsem pa častnikov in podčastnikov, ki so se borili na raznih frontah Prve svetovne vojne. In tako da danes imamo res pravo poplavo teh spominov. Kot je bilo vodoma rečeno, ti so nekoliko drugačni. Če ostali spomini izražajo lojalnost ali pa bom rekel vsaj nevtralen pogled na nekdanjo Avstrijo, Avstro-Ogrsko, njeno vojsko, tukaj gre za odklonilen, a priorno odklonilen odnos mladega štajerskega izobraženca, ki ne skriva razočaranja nad monarhijo in si želi neko slovansko državo, v kateri pravzaprav še nima predstav, kaj ni bi to bilo. Gre za človeka, ki je bil demokrat, človeka, ki je verjel v demokracijo, ki je verjel v neko Jugoslavijo, karkoli bo že to pomenilo. Človeka, ki konec koncev nikoli ni živel v tej državi, kajti pot ga je potem vodila po svetu. Na stara leta lahko rečemo, je te spomine napisal, torej kot izoblikovana osebnost z neko življenjsko izkušnjo. Mogoče se to tudi zelo zrcali v teh spominih, pisani so s časovno distanco. Pisal jih je v Berlinu pri hčerki, kjer je preživel zadnja leta svojega življenja. Predtem je dolga leta deloval po drugi svetovni vojni kot emigrant, predvsem v Milanu in Rimu. Prevajal je in pisal poročila v slovenskem jeziku za državno televizijo Raj. In tukaj bi vtaknil dva pomembna segmenta, ki dajeta tokratni izdaji te knjige posebno dodano vrednost. Prva je opis sodelovanja z desetnikom. Desetnik je v bistvu, kako bi temu rekli, zelo nizek, eden najnižjih činov nekdanje Habsburške vojske. In ta desetnik se je imenoval Lovro Kuhar, oziroma mi ga bolj poznamo kot pisatelj Prežihov Voranc, ki je bil prideljen enoti, ki je poveljeval Miloš Vauchnik, in tukaj je kar dolg zapis njunega srečevanja v časih, ko nihče ni slutil teh razsežnosti njegovega delovanja po Prvi svetovni vojni, ko vemo, da je Lovro Kuhar bil nekaj časa celo pretendent za prevzem mesta sekretarja Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. Tukaj tudi je razrešena tista večna dilema o Lovru Kuharju kot udeležencu bojev pri Doberdobu. Namreč dejansko se tam Lovro Kuhar, kot tudi knjiga dokazuje, nikoli ni boril. Je pa zapustil za nas, za namce, je zapustil imeniten opis teh bojev prav z vojnim romanom Doberdob. In druga taka osebnost, ki začini knjigo in jo dela kot nekaj več, kot le samo branje še enkrat Vošnikovih spominov, je dvogovor oziroma intervju, ki ga je Miloš Vauchnik v Italiji, v Milanu, opravil z časnikarjem in pisateljem Arnaldom Facciarolijem. Facciaroli je bil med Prvo svetovno vojno italijanski dopisnik za enega najbolj znanih italijanskih dnevnikov iz Milana, Corriere della Sera. Bil je vojni dopisnik in zanimiv je ta pogled, humanističen pogled, ta dvogovor, ki ga imata Facciaroli in pa Vauchnik približno 50 let po dogodkih. Torej nekdanja pripadnika različnih sovražnikovih vojska, ki sta se v prvi vojni gledala preko puškinih cevi, sta potem 50 let po končani vojni modrovala o samih dogodkih med vojno. Naj bo to zaenkrat dovolj, da ne bova vsega povedala z Aleksandro, ker potem knjig ne boste brali. Posledično založba Jutro ne bo imela nič prihodkov in potem novih knjig ne bo izdajala. Zdaj pa, če ima kdo kakšno vprašanje med vami tukaj prisotnimi, bodi si o Bogumilu Vošnjaku, bodi si o Milošu Vauchniku, še enkrat povem, starejšem bratu, mogoče malo manj znanem bratu do zdaj, slavnega slovenskega vohuna Vladimirja
Vauhnika. Jaz bi o Milošu Vauhniku sem še nekaj dodal. Ne? Njegova hčerka je še vedno živa in je tudi ona dovolila pa dala ta rokopis. No, ampak ona pravi, da je bil kljub temu zelo ponosen na to, da je bil poročnik Avstro-Ogrske vojske. Leutnant in der Reserve, se pravi rezervni poročnik. Ne?